pozdravljeni. Čas je za nogomet. Sliko smo v Sežani, kjer se bo kmalu začela otvoritvena tekma drugega kroga prve slovenske nogometne lige. Na stadionu Rajko Štolfa se bosta pomerila domači Tabor in Celje. David Zec. Podaja na levo stran za Amadeja Brecla. Brecel ima precej prostora, ali ga bo izkoristil, potegnil je proti sredini, nato pa je iskal Medveda, tole priložnost za Celje in ni zadetka. Odlično zavrnjena žoga Žana Medveda. Na zadnji tekmi pa je dokazal, da je lahko tudi zelo nevaren tule Nzenge. Spremlja ga Kadošič, toda tole bi znalo biti nevarno. Nzenge strelja, brani Rozman. Tole je bila dobra akcija Tabora, na kateri se je znašel Kuao. Sicer je Bojan Mertik opravil odlično delo v tem prvem polčasu, tole pa je obetava napad Celja. Kuzmanović za Begića, ki je bil že pripravljen na strel z voleja. Potem pa slab sprejem Krivičiča, pa strel z zunanjim delom stopala. Žan Medved je poskušal. Pa Tjaž Begić, Begić se namešča. Dobro pa v bloku Žiga Ovsenek. In tole je 11-metrovka, 11-metrovka za Celje. Hitro je na belo točko pokazal Bojan Mertik. Urh je, kot kaže, napravil prekršek. Kako nesrečna menjava, torej Igorja Božiča, nogometaš, ki ga je v igro poslal na mesto poškodovanega Kuaa. V prvi slovenski nogometni ligi, blestel je v drugi ligi, v prvi slovenski nogometni ligi pa torej še brez zadetka. Žan Medved zelo natančno premagal je Koprivca in Celjani vodijo z 1-0. Neumnost Urha je torej pripeljala do 11-metrovke. Strel z bele točke pa je uspešno realiziral Žan Medved, kandidat tudi za najboljšega strelca tega prvenstva. Ki je stopil na položaj štoparja. Mihajlović nekako igra na levi strani, ampak ne povsem v obrambi. Kakšna napaka, tole priložnost Majovski. Majovski zamudil je trenutek za strel. Tole pa bi Celjani morali izpeljati bolje. Nekako tečejo prosto po Prešernu, no tole pa je dober prodor, podaja z desne strani v kazenski prostor, Stančić do strela. Ampak žoga ni imela dovolj kinetične energije, da jo bi lahko Stančić usmeril proti vratom Matjaža Rozmana, nogometaša iz Bosne in Hercegovine. Kadošič na desno za Kuzmanovića. Odlično Kuzmanović mimo Briškega. Kuzmanović zavrnil je žogo in ni zadetka. Do strela je prišel Jakobsen, toda obramba Tabora je zdržala. Moški se torej vrača po dolgotrajni poškodbi. Mihajlović v kazenski prostor, dobra žoga, priložnost za Tabor. Ostaja pri zidu 0-0. Ja, to nam je bolj malo v uteho, da ga nismo prijeli iz igre, ga nismo niti dali v današnji tekmi iz igre. Teh prvih 60 minut, to do prijetega zadetka z nekim krčom v drugem kolu, malček nerazumljivo, domače igrišče, gledalci, sicer ne tako številčni danes, glede na to, da je petek, ampak vse glih, malček več karakterja v prvem polčasu bi nam lahko pripeljalo kakšno situacijo več, pa mogoče tudi zadetek. Mislim, da v prvih 15 minutah smo imeli 2-3 situacije, kjer smo mogoče neka sporna 11-metrovka, ampak nisem si pogledal, težko zdaj komentirati. Ena situacija z glavo, tako da nekaj je bilo v prvih 15 minutah, pol pa smo 40 minut se čisto ugasnili. Mislim, da smo takrat poskušali neke stvari prenesti iz Murske Sobote, tam smo na podoben način igrali in dosegli rezultat, ampak je treba interpretirati vsako tekmo po svoje, ne se navezati na prejšnje, ker vsak nasprotnik je drugačen. Po prijetnem zadetku smo nekaj poskušali, v kontinuiranem napadu smo bili z večjim številom v njihovih 16. Celje je pač zaprlo vse poti, razen z eno priložnostjo Nemanjića z glavo, ker je bil zelo blizu zadetka, spet iz prekinitve. Drugo, mislim, da se nismo nekaj veliko ustvarili in treba čestitati Celju za zasluženo zmago. Pa dobro, težko. Pač mi smo si vseeno, mislim, da ustvarili nekaj več priložnosti, na koncu prišli do te 11-metrovke, zadeli. Mislim, da smo bili danes dosti stabilni in temu je botrovalo tudi to, da je mreža ostala nedotaknjena. To je bil tudi cilj nekako, da pokažemo neko stabilno tekmo. V Sežani seveda nobeni ekipi ni enostavno. Ob 5. popoldne na tej vročini še manj.
Mi smo na zadnje igrali tekmo ob 9. zvečer, 2 uri po dežju, po blatu, tako da vse to je potrebno vzeti v zakup, kar se tiče nas in neke analize fantov. Fantje so tekli, se borili, bili disciplinirani in na koncu nas je to tudi nagradilo.